Pozdravljeni. Sem Sava Rand-Hafner, specialistka ginekologije in porodništva. Nekaj vam bom povedala o COVID-19 v zvezi z nosečnostjo, porodom in dojenjem. Čeprav ostaja še precej neznanega glede bolezni COVID-19, pa s trajanjem pandemije postaja vsak dan nekaj novih ugotovitev. Zato se tudi priporočila, napotki in zdravljenja spreminjajo. Še vedno veljajo pa osnovna priporočila za zmanjšanje prenosa virusa. To so nošenje maske, razkuževanje, ohranjanje fizične razdalje in pa izogibanje druženju, zlasti, ker je več udeležencev ali pa so v zaprtih, manjših prostorih. Virus se namreč prenaša z aerosolom. To si lahko predstavljamo kot oblačke drobnih delcev, kjer so tudi virusi vmes. Teh oblačkov ne moramo na primer videti, zato so to bolj nevarni. Na odprtem se lahko te oblački hitreje razširijo, razredčijo in niso toliko nevarni. V zaprtih prostorih pa lahko traja tudi do 3 ure, preden se ta aerosol poveže oziroma umakne. V tem času seveda se lahko okužimo. To pomeni, če je v zaprtem prostoru okužena oseba, zlasti če je nezaščitena, lahko v 3 urah okuži vse ljudi, ki so v tem prostoru. Pri dotikanju površin, kamor pade aerosol, pa lahko z rokami zanesemo virus tudi v naše oči, dihala in tako se bolezen razvije tudi pri nas. Vse več je raziskav, ki omogočajo boljše poznavanje bolezni COVID-19. In vse ugotovitve in priporočila izhajajo iz kliničnih raziskav, iz izkušenj, ki jih pridobivamo pri spremljanju, tudi nosečnic, porodnic in doječih mamic. Ugotavljali so, da nosečnice niso bolj dovzetne za okužbo s COVID-19, torej enako pogosteje zbolevajo kot nenoseče ženske. Vendar pa imajo po svetovnih podatkih 2 do 4-krat večjo verjetnost za hujši potek bolezni. Torej nosečnice 2 do 4-krat pogosteje huje zbolevajo za COVID-19, kar pomeni tudi intenzivno zdravljenje, umetno predihavanje, to pomeni, da so priklopljene na respirator in tudi takšno verjetnost za večjo smrt nosečnic. To niti ni več tako zanemarljivo, pa vendar. Zakaj to sploh nastane tako hujš pri nosečnici? Vzroki so povsem naravni. Delovanje telesa v nosečnosti se spremeni. Otrok, ki ga nosi nosečnica, je v bistvu napol tujk zanjo. Polovico tega materiala je namreč za očka. Zato se v nosečnosti spremeni imunski sistem. Nosečnica skrbi tako zase kot za otročka, ki ga nosi. Zato se spremenijo dihala in tudi srčno-žilni sistem. Te spremembe sicer omogočajo normalno nosečnost, ampak prav te spremembe pa omogočajo, da nekatere okužbe potekajo hujše, zlasti okužbe dihal, kar tudi COVID-19 je. Kako je pa v Sloveniji? Izmed nosečnic s COVID-19, ki so bile hospitalizirane na infekcijski kliniki, je bilo 5 nosečnic zdravljenih v intenzivni negi. Ena je umrla, bila je stara 26 let. Vse nosečnice so sicer rodile prezgodaj zaradi njihovega stanja, ampak otročki so vsi bili v redu. V porodnišnici Ljubljana pa so izvedli raziskavo, ki je trajala od oktobra 2020 do februarja 2021. Vključenih je bilo približno 800 nosečnic, ki so imele potrjen pozitiven bris na SARS-CoV-2. Večina nosečnic je imela blage do zmerne simptome, okrog 10 je bilo celo brez simptomov, torej asimptomatskih, približno 2% pa je bilo kritično bolnih, tako kot sem prej omenila, potrebovali so intenzivno terapijo. Bolezen pri nosečnicah torej običajno poteka kot ena blaga gripa ali pa prehlad, predvsem z vročino, kašljem, redkeje tudi s težjim dihanjem, glavoboli, bolečinami, spremembom občutka za okus in voh ali pa prebavne težave imajo. Ocenjuje se pa, da okoli 75%, torej 3/4 nosečnic, ki so zbolele za COVID-19, to preboli asimptomatsko, nimajo simptomov bolezni. Po britanskih podatkih je hujši potek bolezni pogostejši v 3. tromesečju, torej v zadnji tretjini nosečnosti. Podobno je tudi pokazala francoska raziskava, kjer so opisovali 5-krat večje tveganje za sprejem na enoto za intenzivno terapijo pri nosečnicah po 20. tednu nosečnosti.
Torej, v drugi polovici nosečnosti je bilo več hujših potekov. Dejavniki, ki pa za tveganje hujšega poteka bolezni, pa so starost več kot 35 let, kronično povišan krvni tlak in pa prednosečnostna sladkorna bolezen. V več retrospektivnih raziskavah, se pravi s pogledom nazaj, se je pomanjkanje vitamina D tudi izkazalo za dejavnik tveganja za hujši potek bolezni COVID-19. O posameznih poročanih dokazih prenosa virusa z nosečnice na plod pa številne raziskave na velikem številu nosečnic niso potrdile vertikalnega prenosa, torej prenosa virusa z nosečnice na plod. Torej nekaj izjem pa vendarle je bilo. Po trenutnih podatkih je okužba novorojenčka, torej po rojstvu s COVID-19 možna pri mami, ki boleha za boleznijo, vendar je pa redka, neodvisna od načina poroda, torej ne glede na to, ali nosečnica rodi vaginalno ali s carskim rezom, ne glede na dojenje ali pa na izolacijo mamice po porojstvu. Torej, dojenje je varno. So pa v raziskavah ugotovili večje tveganje za prezgodnji porod, v veliki meri so bili sproženi zaradi stanja nosečnice ali pa stanja ploda, ter povečano tveganje za carski rez, zlasti pri hujšem poteku bolezni. Torej, če nosečnica zboli in ima hujši potek, je večja verjetnost za prezgodnji porod in pa carski rez. Ni pa nobenih podatkov bilo ugotovljenih za povečanje spontannega splava pri obolelih nosečnicah. Tako da nosečnice v osnovi niso rizična skupina za pogostejše zbolevanje za COVID-19. Ker pa ugotavljamo, da je večja verjetnost za hujši potek, svetujemo, da nosečnice, ki hodijo v službo, so ustrezno zaščitene. So pa priporočila individualno prilagojena glede na delovno mesto in glede na stanje oziroma zdravje nosečnice in njene eventualne pridružene bolezni. Kako je pa glede poroda? COVID-19 ne vpliva na način poroda. Praviloma lahko nosečnica oziroma porodnica rodi vaginalno ali s carskim rezom, odvisno od njenega stanja in stanja ploda. Več verjetnosti pa so pa stanja nosečnice, torej hujše oblike poteka bolezni, ki zahtevajo pa čimprejšnji zaključek nosečnosti. Takrat velikokrat zaključi nosečnost s carskim rezom. Odsvetuje se pa porod v vodi, zato ker se poveča možnost prenosa okužbe na plod oziroma na novorojenčka. Ni nobenih kontraindikacij za spinalno oziroma epiduralno analgezijo, se pravi, sme se dati nosečnici, ki je zbolela za COVID-19, tako spinalna in tako epiduralna analgezija, razen v izjemnih primerih, ki so strokovno opredeljena. Še vedno velja, da se odloži pritisnjenje popkovnice, to je zdaj zelo običajen postopek, tako da otroček dobi še tisto kri, ki je v popkovnici. In tudi mame in otroka se ne ločuje. Torej, kot sem omenila, dojenje je priporočljivo. Do sedaj ni dokazanega kakšnega jasnega prenosa virusa preko maminega mleka na otroka. Zato so koristi dojenja seveda večje od tega tveganja. Sicer se svetuje posvet z otročnico zaradi večje verjetnosti prenosa virusa na otroka zaradi bližnjega kontakta med dojenjem. Zato je priporočljiva maska, nošenje obrazne maske med dojenjem, umivanje rok pred dotikanjem otroka, dojke, črpalke, če si črpa mleko mama. Če si mama črpa mleko, je mu zelo primerno, da ima svojo črpalko in jo po vsakem črpanju tudi temeljito očisti. To izčrpano mleko pa lahko da otroku tudi kakšna druga zdrava oseba. Kaj pa z mojim nosečnicami? Večina mojih nosečnic, ki je zbolela za COVID-19, je imela blage simptome. Trajali so 1 do 2 tedna, ne glede na višino nosečnosti v času okužbe. Nekaj nosečnic pa je le imelo po okužbi dolgotrajnejše težave, predvsem v smislu zelo velike utrujenosti, glavobolov, zmanjšane koncentracije. To jim je kar precej zmanjšalo kvaliteto življenja. Ti simptomi so znani kot postakutni COVID sindrom in je relativno
razširjen tudi pri drugi populaciji in traja različno dolgo, tudi več mesecev. Kaj narediti, če posumite na okužbo z virusom ali pa če zbolite, torej če nosečnica zboli? Naj kontaktira svojega izbranega osebnega družinskega zdravnika, da se dogovorita za eventualne brise oziroma vodenje, mogoče preiskave, o katerih predvidi izbrani zdravnik glede na stanje nosečnice, ki jo pozna. Obvestila tudi izbranega ginekologa, ki jo bo eventualno napotil v COVID ambulanto, če ustreza višina nosečnosti in je potreben pregled, torej posvetovalnica. Nosečnica pa naj počiva, pije dovolj tekočine, jemlje vitamin D. Trenutno so priporočljive strokovne doze od 1000 do 2000 enot dnevno. Če ima visoko temperaturo, bolečine, lahko vzame tudi sredstvo proti bolečini. V primeru pa, da začne hitro dihati in se ob tem ne počuti nelagodno, ali pa ima težave z dihanjem, ki jo bremenijo, oziroma če trajajo težave, ki jih ima zaradi COVID bolezni dlje kot 2 tedna ali so hujše, takrat je treba ponovno kontaktirati svojega izbranega družinskega zdravnika ali se napotiti v urgentno ambulanto. Zdaj pa še nekaj o cepljenju. Zakaj se sploh cepite? Na splošno. Cepimo se za svojo zaščito in za zaščito drugih. Torej, to je odgovornost do nas samih in do drugih in tudi do družbe. Pri dovolj veliki precepljenosti, to je ocenjena 60 do 70% v posameznih skupnostih, nastopi tako imenovana tudi navzkrižna precepljenost. To pomeni, da ljudje, ki so cepljeni, ščitijo ljudi v skupnosti, ki pa niso cepljeni. Tako se tudi virus ustavi in se ne širi naprej. To pa pomeni, da ne nastajajo nove različice, ker nove različice so lahko bolj nevarne. Trenutno nas skrbijo 4 različice, ki imajo vse večjo nalezljivost, so bolj nalezljive bolezni, povzročajo hujši potek bolezni, pri njih je tudi učinek cepljenja manjši in tudi imunost po preboleli bolezni je manjša, torej so bolj nevarni. Torej, čim prejšnje cepljenje dovolj velikega števila ljudi v skupnosti pa lahko prepreči razvoj takih različic. Ena izmed stvari je tudi, da cepljenje zelo pomembno vpliva na delovanje družbe oziroma skupnosti. To smo opazili pri začetku epidemije, ko se je življenje praktično ustavilo. Tukaj sicer iz preventivnih razlogov, pa vendar. Če bi imeli veliko število obolelih, bi te zahtevali veliko več obravnav pri zdravnikih. S tem zmanjšamo možnost obravnave, zdravljenja drugih bolezni ali pa poškodb. Bolnice so zasedene, ne morejo skrbeti drugih bolnikov ali poškodovancev. Torej, če zbolimo za navadno angino ali če pademo in se polomimo, je slabša možnost, da nas dobro oskrbijo ali pa nas kasneje. In še je denar. Denar družbe bi se porabljal za oskrbo obolelih in s tem povezanih aktivnostih. Če pa se cepimo in se nas dovolj veliko cepi, pa ostaja zdravstvena oskrba dostopnejša za tako kronične bolnike, za bolezni, ki se pojavljajo nenadno, akutno, tudi za poškodbe in pa tudi za diagnostiko različnih težav. Torej, bolj dostopni so laboratoriji, rentgeni, ultrazvok in podobno. Službe so odprte, torej življenje bolj normalno. Denar, ki bi sicer šel za oskrbo obolelih, pa družba skupnost lahko uporabi za druge aktivnosti in izboljšuje življenje. Cepljenje je definitivno cenejše od zdravljenja. Kako je pa v nosečnosti in pri dojenju? Po svetu je potekalo in še vedno poteka veliko raziskav o cepljenju, o varnosti in učinkovitosti cepiv. Nosečnic niso vključili v randomizirane raziskave, zato so priporočila zanje podana na podlagi poznavanja načina delovanja cepiva ter vse več popisanih primerov cepljenja pred in v nosečnosti oziroma v času dojenja. Zadnja priporočila temeljijo na največji raziskavi, več kot 35.000 nosečnic je bilo vključenih, ki so izvedli v Ameriki. Nosečnice so bile cepljene z mRNA cepivom, to je na primer Pfizer, Moderna, kot poznate. Takrat so ga pač uporabljali v Ameriki.
V raziskavi so ugotavljali primerljivo pojavnost stranskih učinkov kot v splošni populaciji cepljenih, več sicer po drugem odmerku, torej podobno kot sicer. Nosečnice so poročale najpogosteje o bolečini na mestu vboda cepiva, medtem so imele pa redkejše glavobol, bolečino v mišicah, vročino, mrzelco, kot pa enako stare nenoseče ženske, ki so bile cepljene. Ko so opazovali tveganja za zaplete v nosečnosti, torej spontani splav, prezgodnji porod, razvojne nepravilnosti, zastoj rasti v maternici in podobno, so ugotavljali, da je popolnoma enako kot pri ostalih nosečnicah, ki niso bile cepljene. Torej, z tega vidika je videti mRNA cepivo varno. Kakšno pa je sploh to mRNA cepivo? To cepivo ne vsebuje živih virusov. mRNA, to je en delček ribonukleinske kisline, ne vstopa v jedro celic, zato ne more povzročati genetskih sprememb. Razgradi se že v bistvu v celicah na mestu vboda, torej ne kroži po telesu in tako ne more prehajati v posteljico, niti do ploda. Nastala protitelesa, ki pa nastanejo po cepljenju, pa gredo lahko v mleko in tako ščitijo do dojenega novorojenčka oziroma dojenčka pred okužbo. Raziskav o cepljenju z vektorskimi cepivi, torej AstraZeneca, Johnson & Johnson, tako naprej, v nosečnosti je malo in niso tako obsežne, in zaradi tega razloga se priporoča cepljenje nosečnic z mRNA cepivom. Torej zato, ker imamo podatke, veliko podatkov, zato se tudi to svetuje. Priporoča se pa cepljenje ženskam v postopkih z umetno oploditvijo, torej IVF po domače, nosečnicam, ki ne glede na višino nosečnosti, torej že od začetka nosečnosti vse do konca nosečnosti in tudi doječim materam. Pogosto se zdaj poraja tudi vprašanje glede cepljenja in neplodnosti. Torej, če cepivo povzroča neplodnost, cepivo ne povzroča neplodnosti. Veliko dokazov je proti temu, že samo delovanje cepiva. Ampak enostaven dokaz je pa to. Če bi ženske, ki smo jih pocepili, ne zanosile, potem bi to mogoče bilo. Tako pa imamo veliko nosečnic, ki so zanosile po cepljenju. Ostaja še vedno veliko vprašanj o cepljenju, o samem novem virusu, zato so oblikovali tudi klicni center za informiranje o novem koronavirusu z brezplačno številko v Sloveniji 080 1404. Delovni čas je od ponedeljka do petka med 8 in 16 uro, po potrebi tudi v soboto, nedeljo ali za praznik. Imajo že velik nabor vprašanj in posvetijo se vam z odgovorom, ki je obsežen in vam lahko ponudijo dovolj strokovne in dovolj velike informacije. COVID nam je res močno spremenil življenje. Znanost je še vedno usmerjena v raziskave in skoraj vsak dan prihaja do novih ugotovitev, zato se tudi napotki in priporočila ter zdravljenje spreminjajo. Naša odgovornost je, da poskrbimo zase, za svoje otroke in za svoje bližnje. Skupaj bomo uspeli premagati izzive trenutne situacije in tako bomo omogočili lepše življenje našim prihodnjim generacijam.